Ivanuša bo predstavil stališče poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Lep pozdrav še enkrat vsem prisotnim. Pri vključevanju upokojenih medicinskih sester je potrebno upoštevati dejstvo, da glede na starost sodijo v skupino z večjo verjetnostjo težjega poteka bolezni COVID-19, zato menimo, da je potrebno rešitve za dodaten zdravstveni kader zagotavljati zlasti v skupini študentov medicine in zdravstvene nege ter s prerazporejanjem zdravstvenih delavcev in sodelavcev med izvajalci zdravstvene dejavnosti. Te besede nam je vlada namenila v odgovoru na poslansko pobudo. Že lani novembra smo vladi predlagali rešitev za pomanjkanje kadra, in sicer, da v delovni proces vključijo tudi upokojence. Dejstvo je, da ne samo v zdravstvu, ampak povsod primanjkuje delovne sile in je logičen ukrep, da povabiš k delu tiste, ki že znajo delati, saj časa za uvajanje ni. Ob odgovoru vlade smo bili presenečeni, saj je nekako jasno, da če primanjkuje delovne sile, se ne ukvarjaš s tem, kdo je kriv, da je prišlo do tega, ampak iščeš rešitev. Nam se je zdaj ukrep v poklicu upokojencev, ki so pripravljeni svoj zaslužen počitek zamenjati za nočno, težko delo in reševanje življenj, zelo na mestu. Kot že omenjeno, so nas podučili, da je ta skupina najbolj dovzetna za težji potek bolezni, pa bojda ni bilo ustrezne zakonske podlage. Smo pa v Slovenski nacionalni stranki zelo veseli, da upokojenci niso več skupina, ki so bolj dovzetni za težji potek, in da je vlada le našla način, da uredi tudi možnost, da se trenutno zagato rešuje tudi z upokojenim kadrom. Mogoče predlog zakona ni najboljši, ampak glede na to, da s terena dnevno dobivamo prošnje ljudi, ki ne morejo do zdravnikov, da jim zdravniki naredijo oskrbo ali vse ostalo, ali morajo na preveze čakati tudi do 5 dni, ker ni nikogar, ki bi jim to naredil, je predlog le korak v pravo smer. Mislim, da je vsem počasi jasno, da vlado v naslednjem mandatu čaka ogromno dela. Da bo treba ogromno napak preteklosti popraviti, če želimo delati za dobro Slovencev. Zelo je nujno, zato je tudi nujno, da v teh slabih 3 mesecih vsaj tokrat postavimo dobre temelje, da bo v novi sestavi lažje. Zaenkrat pa smo lahko le hvaležni, da obstajajo ljudje, ki so pripravljeni še delati in pomagati, da država deluje. Hvala lepa. Hvala.